Prejšnji torek je v Mariboru začelo delovati 30 stacionarnih radarjev, ki nadzirajo upoštevanje hitrosti pred 14 križišči. Na njihovo postavitev je sprožila val kritik župana in pa mestne uprave. Gnev je narasel celo do poskusa zažiga nekaterih radarjev. A zgovoren je podatek. V samo 36 urah so radarji zabeležili 5000 prekrškarjev, v prvem tednu pa 16000. No, po drugi strani pa so mnogi vozniki izgubljeni. Sprašujejo se, s kolikšno hitrostjo se lahko sedaj vozijo po Mariboru. Na vse te dileme bomo poskušali razjasniti z mojima gostoma. Dobro jutro obema. Za začetek vprašanje. Se je, kar se omejitev tiče v Mariboru, po postavitvijo stacionarnih radarjev karkoli spremenilo ali so pravila omejitve še vedno ista? Torej, če jaz odgovorim na to vprašanje, nič se ni spremenilo. Omejitve so ostale takšne, kot so že nekaj let, razen v kakšnih križiščih, kjer je bilo dvomljivo, oziroma so vozniki imeli vprašanja, koliko pa je sedaj tukaj omejitev, smo dodatno še postavili signalizacijo. Drugače pa pravila se ne spreminjajo. Tako da vozniki morajo voziti tako, kot so se to naučili v avtošoli. Je pa zaskrbljujoč podatek, da je v enem tednu 16000 ljudi ne upoštevalo cestno-prometne predpise, ki veljajo že nekaj let. Vas je kaj zaskrbelo na mestnem redarstvu? Ali ste vedeli, da smo Mariborčani tako objestni vozniki? Najprej je potrebno pogledati strukturo teh prekrškov. 85% vseh zaznanih prekrškov je v območju do 5 oziroma do 10 km, govorimo o prekoračitvah. Ko to odštejemo, potem moramo tudi upoštevati podatek, da je tretjina vseh zaznanih oziroma detektiranih prekrškov na samo enem križišču, to je na Melski cesti pri Gigašportu, kjer je 4 pasovnice in kjer so že pred uvedbo teh merilnikov hitrosti vozili več kot 50 km/h. Ko vse te podatke analiziramo, vidimo, da kljub temu, da je količina velika, ni tako zelo zaskrbljujoča, seveda so pa zaskrbljujoči ti ekstremi. To pa je zaskrbljujoče, seveda. 6 jih je menda tam, kjer je omejitev 50, vozilo konkretno čez omejitev? Ja, 6 jih je peljalo s prekoračitvijo več kot 50 km/h, zoper te bo podan obdolžilni predlog na okrajno sodišče in tudi posledica izguba vozniškega dovoljenja. Tako, če imate z novimi mariborskimi radarji kakšno vprašanje, še posebej, če vas zanima, kako se znajti v prometu, telefone v roke in pokličite na telefonski številki, ki se boste večkrat izpisali na vašem zaslonu. Sicer pa mislim, da imamo tudi že nekoga na telefonski liniji. Lep pozdrav. Lep pozdrav, dobro jutro. Dobro jutro, izvolite. Mene pa zanima mnenje teh dveh gospodov. Glejte, kaj se spomnim, v Mariboru se je vedno, če semafore takoče je promet potekal. Zdaj, ko pa so radarji, pa vam moram povedati, pa je pravi kaos, res. Ljudje se ne znajdejo, posebno starejši, ki tudi mogoče so takrat vozili malo več kot 50 mimo radarjev, rečemo, ko so zdaj, ne, ker pri drugih križiščih semafori je omejitev 70, ne, tam vse pred semafori je tabla 70, ne, in vam povem, to so take, zdaj bojo prihajale prometne nesreče, ker jaz se ne spomnim, ker se vozim vsak dan v Maribor, da ne spomnim, da bi bila kdaj mogoče res tu pa tam, kak je trg od pač pretesno, da so bili skupaj, ampak ko se začelo promet iztekati. Ampak zdaj, pa ko to gledam, pa pravim, zdaj se več prometne nesreče začele. Dobro, najlepša hvala za vaše vprašanje in pa mnenje. Še nekoga imamo na telefonski liniji. Lep pozdrav, komu? Ja, dober dan. Dober dan, izvolite. Pričam iz Maribora, tukaj iz Tabora. Veste kaj, jaz se vozim dosti po te Streliške, pa gor do Radvanja, ne? Tu je taki džumbus, jaz vam rečem, tam gospod en pride gor, tu na Streliško, pa pogleda tiste table 40. Seveda, vse mora biti tabla 40, ampak ne na vsakih 100 metrov, ali koliko pač je tam. Tam, ko se pelješ dol od Radvanja, pa dol po Streliške, pa dol proti Ljubljanske, tam je džumbus, tam ne pride en pogledat, pa naj gleda tam od, kaj se bo, popoldne pa do večera, kakšen džumbus je. To sploh ne priješ nikamor. Hvala lepa za vaše vprašanje. Table so pač zato, da se jih upošteva, bi konec koncev lahko rekli, če začnemo od zadaj naprej. Table na Streliški 40. Znano je namreč, tudi tisti, ki smo pred ne tako dolgo nazaj opravljali tečaj cestno-prometnih predpisov, vemo, da križišče razveljavi omejitev znotraj naselja. Če je omejitev manjša, torej 40, je za križiščem znova 50. Verjetno so zato na Streliški table. Uroš, kozi? Ne, to so se postavile zdaj v zadnjem mesecu na enem odseku, ker je bilo 40 na Streliški, ker je bilo
takšen pritisk občanov, da v tem delu, predvsem v nočnih urah, divjajo vozniki. Tudi so se počutili ogroženega, da njihovi otroci, ki prihajajo čez cesto, na drugi strani ni pločnika, da bi se hitrost omejila, zato se tu hitrost omejila, ampak v tistem delu, kjer je postavljen tale samodejni merilec hitrosti, je omejitev 50. To je samo en odsek. Tako da, kar se pa tiče, da sedaj ljudje gledajo, ravno to je narobe, ne gledati samo tam, kjer veš, da je radar. Ko prideš v naselje, začnejo veljati pravila za vožnjo skozi naselje. In treba v vseh križiščih opazovati in voziti po predpisih. Očitno treba ponoviti cestno-prometne predpise, bi lahko rekli, potem bo tale gnev manjši. Naše gledalke in gledalci sedaj tudi vidijo zemljevid Maribora, kje vse so postavljene stacionarne radarske kontrole. Pa bo tole vprašanje, kje radarji merijo našo hitrost? Znano je, da stojijo pred križišči. Je to pred križiščem, v krožišču ali za križiščem? Bom odgovoril. Torej, hitrost se meri neposredno pred križiščem, ker absolutno velja tisto omejitev, ki je na prometni znakov na cesti, ki vodi v križišče, če tega znaka ni omejitev, splošno omejitev 50. Tudi te pomisleki oziroma vprašanja določenih občanov, kaj pa narediti v križišču, recimo na proletarskih brigadah, ko je koridor 70. Kolikor je pred križiščem omejitev 70, takoj za križiščem spet znak 70, velja ta omejitev 70 tudi skozi križišče. Torej ni potrebno teh nekaj metrov zniževati hitrost na 50 km. In tudi vsi merilci, kjer je znak 70, so na 70 tudi nastavljeni. Kdo jih je umerjal? Tudi tu se pojavlja mnogo vprašanj. Sigurno so umerjeni tako, da ne vem, voziš že pol kilometra prehitro, pa te merilec zazna. Ne, vsi ti merilci imajo certifikat oziroma jih je umeril Urad za meroslovje Republike Slovenije, ki deluje v okviru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vsi imajo nalepko znotraj ohišja in pa tudi v fizični obliki certifikat. In v primeru zahteve za sodno varstvo se ta certifikat tudi posreduje na sodišče. Torej, tolerance so splošne v skladu s pravilnikom o meroslovnih zahtevah merilnikov hitrosti v cestnem prometu. Torej, za izmerjene hitrosti do 100 km/h se odšteje minus 5 km, za izmerjene hitrosti nad 100 km/h pa se odšteje minus 7 km/h. Še nekoga imamo na telefonski liniji. Lepo zdrav, kdo je z nami? Ja, pozdravljeni, Peter iz Maribora. Izvolite. Mene samo zanima, ti merilniki so postavljeni. Zakaj ne stoji pravilni prometni znak, ne pa mala nalepkica na tej lepi grdi hišči, da se tako grdo izrazim. Mala nalepkica, ker ne veš, kje je 50, kje je 70, ampak je mala nalepkica. Zakaj ne stoji tabla, opozorilna tabla, merjenje hitrosti plus normalni prometni znak? To starejši ljudje ne vidijo. Najlepša hvala za vaše vprašanje. In še nekoga imamo na telefonski liniji. Halo? Ja, dober dan. Dober dan, izvolite. Aleš pri telefonu. Glejte, samo eno obvestilo, če date. Glejte, če ni pred križiščem, se pravi po proletarski brigadi je omejitev 70 km/h, ne? Tako. Se pravi, za križiščem je prometni znak 70. Ali velja skozi križišče naslednje tudi 70 ali moramo zmanjšati na 50? Najlepša hvala za vaše vprašanje. Na tole smo sicer že ugotovili. Na proletarski brigadi je torej sama cona 70. Tako. In ves čas 70. Tako. In samo 70. Razen v križišču oziroma stičišču proletarske, Ptujske ceste in Tržaške, mislim, da je to največje križišče v Mariboru, tam je pa vzhod-zahod omejitev neposredno pred križiščem 50 in je tudi označeno s prometnim znakom konec 70 in začetek 50. Predlog torej, da še posebej ob samem radarju postavite veliko tablo z omejitvijo. Prej smo pa slišali, da jih je preveč tabel. Ne, dejstvo je, da do križišča je tako ali tako omejeno, tako kot mora biti v naselju. Če bi še zdaj posebej postavljali table, torej da bi postavili pred tem znak za omejitev 70, pol bi to nekatere voznike, ki poznajo pravila, zmedlo. Koliko pa je bilo do zdaj? Torej bi mogli vsakih 20 metrov ponoviti znak, tista nalepka, pa je samo zaradi tega, ne torej, da je to omejitev hitrosti, ampak to je obvestilo tistim, ki niso vedeli, koliko je tale radar nastavljen, da zdaj vedo, aha, tukaj pa je 70. Za konec to vprašanje še, Maribor verjetno ni edino slovensko, evropsko in mesto na svetu, ki ima stacionarne radarske kontrole. Kje vse v Sloveniji jih še premorejo? Torej, saj to je ravno tisto, kar je, da imamo v Sloveniji, naprimer v Ljubljani, v Celju, v Velenju, torej v mestih, ki so tudi manjše in imajo manj
občinskih cest in imajo nastavljene te radarje, ki so jih peljali na tiho, nič povedali, pa ni bilo takšnega haloja. Mi pa smo vseeno že pred uvedbo, torej že aprila, imeli novinarsko konferenco, tudi pred začetkom smo obvestili, pa je bil takšen halo. Je pa res, da je v tujini, torej če imamo 3 najbolj varne države, kar se tiče cestnega prometa, to je Anglija, Švedska in Nizozemska, kjer imajo celotno omrežje, torej in državno in občinsko, skozi naselja z radarji, in to je tisti rezultat. Tam se je pokazalo, da je to dobro. Ampak res, da čez leta, ne takoj. Osnovna stvar je torej upoštevanje cestno-prometnih predpisov, pa navodilo za vse tiste morda, ki so že pozabili, kako to gre, da obiščejo kakšno avto-moto društvo, namreč tam boste lahko starejši vozniki in tisti, ki niste veliko na cestah, tudi dobili brezplačne tečaje cestno-prometnih predpisov. Najlepša hvala za obisk v našem studiu in uspešno upajmo, da se vendarle tale gnjev pomiri in da Mariborčani vendarle ugotovijo, da se jim nič ne jemlje, kvečemu daje predvsem veliko več varnosti na cestah.